Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli k spremljanju oddaje Županja z vami, v kateri danes gostimo županjo občine Črna na Koroškem, magistrico Romano Lesjak, ki županuje že 15. leto. Gospa županja, lepo pozdravljeni. Dober večer. V današnji oddaji se bomo sprehodili skozi dogodke, ki so zaznamovali leto 2025 v Črni na Koroškem, seveda od veselega decembra, kulturnih prireditev in občinskega praznika do infrastrukturnih projektov, popoplavne obnove, skrbi za mlade in starejše ter seveda vizije Črne kot butične destinacije, ki spoštuje svojo naravo, tradicijo in seveda ljudi. Veseli december je tu, pa morda za začetek bolj na veselo, kakšno praznično vzdušje pripravljate v Črni, sploh pa vemo, da je tradicionalen tudi novoletni sejem 13. decembra. Ja, prav v četrtek zvečer smo prižgali novoletne lučke, kjer si želimo, da je tam čim bolj veselo. Seveda to pomeni, da povabimo otroke, da okrasijo novoletno jelko. Ne nazadnje potem poskrbimo tudi za starejše, za kuhanim vinom, čajem, ker si želimo, da nekako vsi skupaj stopimo smelo v ta veseli december in seveda potem zakorakamo tudi v leto 2026. V četrtek so bili poleg tega, da smo prižgali lučke, tukaj tudi solčavski tajfuni, ki vsako leto poskrbijo malo za strah, pa vseeno tudi za veselje. Kakšno bo sicer še decembrsko dogajanje, vse tja do konca leta 2025? V soboto smo imeli pihalni orkester Rudnika Mežica, ki z otroškim pevskim zborom in s pevko Adriano Kamnik poskrbel za res tak čudovit večer. Hkrati imamo vsako leto takrat tudi srečanje vseh tistih, ki upravijo hribovski izziv K24. Tako da je bil ta vikend pravzaprav že kar pester, seveda pa bo do konca še zelo veselo. 12. decembra imamo Big Band z pevkami, za katere verjamem, da bodo zelo uspešne, ker že sedaj kažejo izredno velik talent. To so sestre Kobolt, pa še druge pevke bojo poleg njih in ta Big Band z svojo mlado ekipo bo poskrbel za neko predbožično vzdušje. Rudi Novak, to je naš umetnik, nam je izdelal tudi iz lesa jaslice v naravni velikosti, ki bodo nek pokazatelj, da nam je mar za kulturo tukaj v Črni. Potem 13. decembra je novoletni sejem, kjer pridajo do vse povsod in sem hvaležna vsem tistim, ki pridajo sem v Črno, da pokažejo nek odnos do tega meseca, pa ne nazadnje tudi do vseh tistih, ki se trudimo, da bi bil ta december čim bolj pester. Letos pridajo sem tudi iz Svete Trojice, kjer smo pravzaprav pričeli že pred 2 letami tako turistično izmenjavo in verjamem, da bodo tudi one prinesle s seboj nekaj predbožičnega ali pa prednovoletnega duha. Potem imamo v nadaljevanju kar nekaj otroških prireditev. Prav danes so imeli otroci bazar v šoli, pa seveda bi radi poskrbeli, da je tudi zaključek tega leta prazničen s skupino Tabu. Ja, Črna je znana po močni skupnosti, to vemo. Kaj vam pomeni december v kraju, ki je bil pred 2 letoma močno prizadet? Pač december se mi zdi vedno mesec, ki ga nekako z veseljem pričakujemo, tudi zato, ker ta mesec pač delamo neke obračune za nazaj, hkrati pa se že oziramo na prihodnje leto, tako da že tudi kaj načrtujemo. Seveda smo bili pred 2 letoma zelo prizadeti v poplavah, vendar mislim, da smo se z najhujšega že skopali.
Ta popoplavna obnova bo tekla vse do leta 2028 in verjamem, da jo bomo uspešno zaključili. Sem pa vesela, da so ljudje že nekako odmislili te poplave in da živijo ta vsak dan tako, kot je treba v tem mesecu, se pravi, da smo vsi optimistično razpoloženi. Ja, ljudje so poplave že odmislili, tudi seveda z vašo pomočjo, s pomočjo občine in vseh, ki so vpeti v dogajanje v Črni. Županja pa seveda še ni odmislila poplav. Sami ste dejali, da do leta 2028 bo še potekala sanacija, pa se majčkeno res še dotakniva tega. V 2 letih ste zaključili 12 sanacijskih projektov v vrednosti skoraj 16 milijonov evrov. Kateri je bil najzahtevnejši? Pa jaz mislim, da je bil vsak po svoje zahteven. Gre za to, da smo gorska občina, ki imamo ceste razpeljane vse povsod po zaselkih. Zahtevni projekti so to, tako da smo uspešno sanirali kar nekaj cest. Imeli bomo še 2 otvoritvi letos, in sicer del ceste od Mlinarskega proti Bistri, pa potem cesto Topla, kjer so vsi občani navdušeni nad to novo pridobitvijo in včasih pač rečemo, da kakorkoli je že bilo slabo v poplavah, je prineslo tudi nekaj dobrega, ker smo sedaj lahko sanirali te ceste do te mere, kar v nasprotnem primeru najbrž zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne bi mogli. Potem imamo mostove. Smo v letošnjem letu imeli otvoritev mostu na Pristavi, ki je bil tudi zahteven projekt, pa sanacijo plazu na Pristavi, kjer sem se pravzaprav zaradi grozno obsežnega razkopa bala, da se bi vmes kaj zgodilo, če bi bilo kako deževje, vendar jim je vse šlo na roko, oziroma nam je šlo na roko, tako da to smo že pogozdovali in tudi bomo v kratkem ta projekt zaključili. Seveda sem pa zelo vesela tudi obnove ceste Črna-Mežica s kolesarko, rudarko, in drugo leto bomo imeli otvoritev te nove pridobitve, ki bo hkrati tudi nek nov, mislim, da velik korak za turizem. Ja, zdaj smo že malo namignili, kaj je že bilo, kaj trenutno poteka, kaj pa še bo pravzaprav v letu 2026, katere sanacije vas čakajo prihodnje leto? Prihodnje leto nas ponovno čakajo sanacije na občinskih cestah, na gozdnih cestah, pa seveda na mostovih, tako da imamo še kaj delati. Pravkar smo naredili osnutek proračuna, ta proračun je okrog 20 milijonov vreden, tako da vse, kar je več kot 7 milijonov, so pravzaprav sanacijska dela po poplavah. Seveda pa se ne držimo samo poplav, gledamo tudi širše in prihodnje leto bomo otvorili dom starejših, pa upam, da bomo dobili finančna sredstva na ministrstvu tudi za širitev vrtca. Pa veseli smo tudi gradnje po 50 letih v Črni novega bloka, kjer verjamem, da bomo mogoče privabili tudi kako novo družino sem v Črno na Koroškem. Povečali bomo finančna sredstva za novorojenčke, za 2., 3. in vsakega naslednjega otroka. Še vedno ponujamo parcele za mlade družine po 12 000 evrov, pa mladim bi radi dali priložnost, da se vključijo v politično, kulturno in družbeno življenje v kraju. Županja, magistrica Romana Lesjak, vseh teh stvari, ki ste jih zdaj našteli, se bova v nadaljevanju dotaknili še malo bolj podrobno. In sicer je prav, da seveda ljudje vejo točno, kaj se bo dogajalo na področju, sami ste omenili vrtec, dom za starejše, nekaj novih stanovanj za mlade. Pa vseeno me še pred tem, preden se tega dotakneva, zanima, kako uspešno poteka sodelovanje z državo in Evropsko komisijo pri stanovanjskih rešitvah, recimo za prizadete družine. Na srečo smo imeli pri nas samo eno hišo takšno, oziroma enega stanovalca, ki smo mu ponudili potem občinsko stanovanje. Dobil je nadomestilo za to hišo in je bil zelo zadovoljen. Jaz bi bila krivična, če bi rekla, da z državo nimamo takšnega odnosa, ki omogoča, da lahko delamo. Nenazadnje je bilo tudi prvič, da so vsi prizadeti dobili predplačila, kar pomeni, da so lahko takoj pristopili k sanaciji in
Če bo se to nadaljevalo tako, kot sedaj to poteka, bomo lahko leta 2028 rekli, da smo to sanacijo po poplavah dejansko opravili tako, kot je treba, in verjamem tudi, da bomo vsi zadovoljni. Kar se tiče pa stanovanjske izgradnje, imamo tukaj še eno staro hišo, ki jo želimo obnoviti. Upam, da jo bomo lahko obnovili preko stanovanjskega sklada, ker je potreba pač predvsem potem, da si mlajši želijo, da bi imeli večje možnosti seveda za tako in da seveda ostanejo v kraju, kjer živijo, kaj ne? Se pravi, to je ta objekt Stara Gozna, če prav razumem? Tako. Tam je predvidenih 5 stanovanj za mlade družine in sicer lepa lokacija, pogled na Peco. Verjamem, da bodo ljudje, ki se bodo tam naselili, zadovoljni z okolico, pa tudi z objektom, ko bo ta dejansko tudi dokončan. No, morda v nadaljevanju še kaj rečeva na ta račun. Zdaj pa ne račun, ampak proračun v nadaljevanju. Letos imate rekordno visokega in sicer kar 32 milijonov evrov, drži? Ne, za letošnjo leto oziroma za proračun za leto 2026 načrtujemo okrog 20 milijonov, za letošnjo leto, za 2025 pa verjamem, da bomo realizirali nekje okrog 20 milijonov. Smo pa seveda na začetku leta si zastavili bolj smele načrte, to pa je res, ker smo mislili, da bomo imeli dovolj izvajalcev, da bodo dela potekala hitro in da bomo lahko na ta način uresničili vse, kar smo si na začetku leta zastavili. Tudi letos smo si zastavili smel proračun za leto 2026, a ga bomo pa lahko realizirali, je pa odvisno seveda od vrste, od okoliščin. Najprej, kako hitro potekajo te recenzije, ki so sedaj obvezne za to, da lahko te projekte sploh nadaljujemo, pa seveda od števila izvajalcev, ker ekipe na terenu pa so absolutno premajhne. Pa ne nazadnje tudi od nadzora, ki mora zagotavljati kvalitetno izvedbo, ker vedno temu pa ni tako. Ja, sami ste imeli pred kratkim kar veliko pripomb na to, da se v bistvu ti projekti ne izvajajo dovolj kvalitetno. Ja, v prejšnji teden sem bila na Bledu na Združenju asfalterjev. Tam sem imela svoj prispevek, kjer sem pokazala prav na praktičnem primeru, kaj se nam je dogajalo na eni cesti. Tam je bil problem v tem, da je cesta počila čez zimo in seveda smo začeli ugotavljati razloge. Razlogi so bili v tem, da so bili spodnji ustroji premalo kvalitetni, se pravi, da niso bili zmrzlinsko odporni, pa še, da so vsebovali preveč finih delcev, kar potem seveda povzroča zmrzal in raztezanje asfalta v zgornjem ustroju. Pa tudi debeline asfaltov vse povsod niso bile takšne, kot bi morale biti. In zdi se mi ključno to, da pošteno plačamo za pošteno upravljeno delo. In sedaj seveda smo pri vseh pogodbah bolj pazljivi, pa upam, da bomo tudi uspešno rešili to cesto, ker je še nismo. Kar se tiče proračuna, koliko odstotkov oziroma kakšen delež proračuna bo šel še za popoplavno obnovo? Kar 2/3 skoraj gre za popoplavno obnovo, tudi iz tega razloga, ker imamo ogromno cest še poškodovanih in seveda si želimo, da bi te čim prej sanirali. Imamo pa velik problem pri gozdnih cestah, kjer smo absolutno dobili premalo finančnih sredstev in tam še čakam na termin z ministrico, ker je dejanska škoda bistveno večja, kot pa bi je bila takrat popisana škoda. Imamo okrog 300 km gozdnih cest, kar je zelo velik zalogaj in želeli bi, ker vodijo te do kmetij, tam se izvajajo šolski prevozi, ljudje hodijo tam v službe k zdravniku ali kamorkoli po opravkih, da so tudi te ceste takšne, kot si seveda ljudje želijo, pa tudi mi želimo njim zagotavljati varno pot, kamorkoli pojdejo.
Pravite, da želite ozeleniti občino. Kaj to konkretno pomeni v projektu Zelena infrastruktura vrednem $500 milijona, če se ne motim? Tako, okrog 550 tisoč evrov je to vredno. To pomeni, da bomo od naselja Rudarjev pa preko centra, pa vse čez pokopališče, tja do pristave, zazelenili z ubrano opremo, z urbano opremo, opremili seveda tam pač, kjer želimo, da ljudje lahko posedijo. Pa imamo tudi preko participativnega proračuna načrt vsakemu blokcu, eno klopco, tako da bi radi poskrbeli, da lahko ljudje tudi pred bloki malo posedijo, pa seveda bodo lahko posedeli tudi pod temi drevesi, ki jih bomo zasadili. Mora biti pa strnjeno, to je pa zahteva Evropske unije, ker tu gre za dogovor regij, da bo to vse od Rudarjevega nekako ta zelena infrastruktura povezana. Pa želimo si pokopališče tudi malo zeleniti, ker tam ni veliko dreves, pa se mi zdi, da vseeno ljudje tam, da je tam nek park spomina, da je tudi dobrodošla kakšna klopca pa kakšno drevo. Ja, $500 milijona ni majhna vsota. Kako ste dosegli takšno vsoto? Pa saj niti ni tako visoka, glede na to, da imajo nekateri po $1 milijon ali pa $1,5 milijona iz istega dogovora. To smo dosegli preko dogovora regije, sedaj pa pripravljamo ta projekt, ki je administrativno zelo, zelo zahteven. Tako da šele sedaj te služnosti pripravljamo, ker morajo biti vse overjene pri notarjih, z ljudmi se moramo pogovoriti. Jaz upam, da bodo soglašali, pa da ne bo pripomb, ker je vseeno pač potreben njihov podpis za to, da bomo lahko ta projekt tudi uspešno izvedli. Ampak glede na to, kolikor poznam Črjane, verjamem, da ne bo težav. Ja, malo sva se že dotaknili infrastrukture, malo bolj obširno se jo bova še v nadaljevanju. Prej ste sami omenili tudi, da ste odprli več mostov v središču Črne in čez Mežo. Katere konkretne težave ste s tem rešili? Takrat, ko so bile poplave, nam je odplaknilo skoraj vse mostove. Nekatere smo potem uspeli rešiti, ker so vsi prostovoljci, gasilci, gorski reševalci, pa vsi vključeni poskrbeli za to, da se ta most lahko odprl in potem, da je lahko voda potem normalno odtekala. Smo pa seveda potem lahko povezali krajane, predvsem zato, ker je bilo predtem onemogočeno. Pač povezali smo nazaj ljudi, ki jim je bilo onemogočeno s poplavami, pač prehodi na drugo stran Meže ali pa Javorskega potoka. Koliko teh projektov je še neposredno vezanih na popoplavno sanacijo? Jaz mislim, da smo zdaj nekje na polovici, kar se tiče popoplavne obnove, tako da imamo še predvsem mostove in ceste so tiste, ki nas še čakajo v letu 2026, 2027 in 2028. Rekonstrukcija ceste Mežica-Črna in vzporedne kolesarske povezave je vredna več kot 19 milijonov evrov. Rok je bil podaljšan. Kaj se dogaja in kakšen je zadnji realni časovni okvir? Rok je sedaj podaljšan do 31. marca 2026. Pravzaprav je to podaljšanje bilo razumljivo zaradi zahtevnega projekta, predvsem na cesti Žerjav-Črna, kjer je bilo veliko mostov dotrajanih, predvsem eden tukaj v Balosu je zelo zahtevna obnova njegova in prav zaradi tega mostu se je ta rok podaljšal, ker so morali poiskati nove projektantske rešitve. Prav tako se je veliko stvari ugotovilo na samem terenu, da je bilo nemogoče do septembra, tako kot je bil prvotni rok, to urediti. Tako da, če bo to do 31. marca, bomo prav veseli, ker to pa zdaj izgleda nekaj res lepega. No, v Črni že nekaj časa opozarjate, pravzaprav opozarjajo tudi občani na kar veliko preobremenjenost cest s tovornim prometom. Kako ste ta problem predstavili notranjemu ministru in kakšne rešitve je podal? Predvsem gre za to, da nas ne moti toliko tovorni promet, kot pa to, da so preobremenjeni, pa njihova prehitra vožnja.
Center sam je ozek in se prav bojimo, da se bi komu karkoli zgodilo, pa tudi, ko vozijo po teh naših lokalnih cestah, je njihova hitrost absolutno prehitra. Pa to, da so prenaloženi, pomeni, da nam uničujejo ceste. Pač predvsem smo poskušali na tak način, čeprav so bili seveda ti, ki imajo te tovornjake, potem malo hudi, ampak jaz mislim, da so pravila za to, da se jih upošteva, ne za to, da se jih krši. In treba je se samo držati predpisov, pa ne bo nihče kaznovan. Vagali so potem te tovornjake, pa tudi malo skrbeli za to, da so umirili promet. Dom starejših, prej ste ga omenili, največja socialna investicija, bi lahko rekli, v Črni na Koroškem se je sredi junija uradno pričela gradnja 2 novih enot doma starejših občanov Črna na Koroškem. Kako poteka gradnja in seveda kdaj je predviden zaključek? Ja, gradnja poteka razmeroma hitro, glede na to, da smo začeli dejansko res pozno, predvsem iz tega razloga, ker so bile ponudbe izredno visoke in CUDV, ki vodi ta projekt, ni mogel oddati izvajalcu del. No, potem smo se nekako našli z enim izvajalcem, ki res zgledno gradi ta objekt oziroma 2 enoti, tako da verjamem, da bo v naslednjem letu otvoritev. Rok je sicer 30.6. in če bo zima mila, kar sedaj trenutno je, tako da lahko delajo, verjamem, da bomo temu sledili, ker tam pa ni milosti, ker gre za načrt za okrevanje in odpornost in Evropska unija je, kar se tega tiče, neprizanesljiva pri rokih in vem, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bo ta otvoritev dejansko takrat, ko mora biti. Se mi zdi pa zelo pomembno, da bo ta dom tukaj v Črni na Koroškem. To je neka solidarnostna gesta za vse tiste, ki so ustvarjali ta kraj in ki si želijo starost preživeti tukaj v Črni na Koroškem. Se pravi, lahko bi rekli, da kar v roku 1 leta bo vse skupaj zaključeno? Ja, zdaj so dejansko gradnje zelo hitre, ker se spomnim časih, ko smo mi gradili hiše, to je trajalo. Zdaj pa so materiali bistveno drugačni in jim kar nekako uspeva, da lahko kar v roku leta ali pa leta pa pol zgradijo čuda. 2 novi enoti torej, kaj bo ta prinesli? Vsekakor veliko veselje starejših občanov, ker sedaj se že informativno prijavljajo, ker želijo ostati tukaj v Črni. Nenazadnje bodo prinesli tudi veliko olajšanje za svojce, ki se bodo lahko vsak dan sprehodili do njih, ker kakorkoli že sedaj imamo v kar več enotah te naše občane in si je treba kar vzeti čas, da prideš do njih. Sama vem zaradi tega, ker jih redno obiskujem, ne samo ob obletnicah, ampak tudi sicer za praznike hodim k njim, ker se mi zdi pomembno, da jim pokažem neko spoštovanje do njihovega preteklega dela in tudi, da se jim nekako zahvalim za vse, kar so v preteklosti naredili za kraj. Na koliko novih mest računate? 48 je mest in sedaj je neko uravnoteženo, kolikor imamo sedaj ljudi po domovih, bojo ti zadoščali za to, da bodo lahko ostali tukaj vsi tisti, ki bodo to želeli. Ker nekateri pa vseeno se odselijo v drug dom, ker so se njihovi otroci tja odselili. In upam, da bodo vsi z to namestitvijo zadovoljni. Dom bo sodoben, lep, enoposteljne, dvoposteljne, balkoni, tudi lepa okolica, center kraja, tako da lahko tudi vsi tisti, ki bodo mobilni, še vedno pridajo kamorkoli bodo želeli tukaj v Črni. Je kar pomemben projekt, koliko pa je finančno težak? Finančno je okrog 6 milijonov, je pa res, da smo letos tudi mi predvideli še za opremo v proračunu, pa predtem smo že zagotovili denarna sredstva za projektno dokumentacijo in tudi lahko rečem, da je naš zelo velik interes, da ta projekt spravimo v življenje.
Stanovanjska politika, zdaj, če smo že govorili o pravzaprav domovih, enotah, ki bodo seveda prav prišla starejšim, kaj pa mlajši? Na razpis ministrstva boste menda prijavili obnovo stare gozne, o tem smo že malo prej govorili. Želite si namreč stanovanj za mlade družine. Je to zametek mogoče kakšne širše stanovanjske strategije v Črni? Pač v Črni je že do sedaj bilo veliko stanovanj preko zasebnih investitorjev. Tukaj pri Rajterju mi rečemo, so še vedno na voljo stanovanja, vendar so ta za nakup. Prav tako so obnovili že kar nekaj starih hiš zasebni investitorji, vendar ti nimajo interesa oddajati stanovanja, pač pa jih odprodajati. Ampak jim to tudi kar nekako uspeva. Predtem smo mislili, da bo mogoče težje zapolniti te prazna stanovanja, vendar se vedno najde kupec slej ko prej in tudi prihajajo iz drugih krajev, tudi smo prav veseli teh prihodov. Zdaj pa si želimo z občinskimi stanovanji, z stanovanji stanovanjskega sklada dejansko omogočiti mladim družinam, da lahko pridejo ali pa da se odselijo od svojih staršev. Tako da ta stanovanjski blok z 15 stanovanji pa potem stara gozna s 5 bodo ponudili možnost 20 družinam, kar se mi zdi, da bo nekako, kar se tiče sedanjega povpraševanja, tudi zadoščalo za mladino, ki želi ali tu ostati ali pa priti nazaj v Črno. Ja, mladi, ki ustvarjajo družino in ta družina seveda potem tudi živi v Črni in otroci teh družin seveda odhajajo v vrtce in šole. Kakšno je trenutno stanje šolstva v občini? So potrebne morda kakšne obnove, razširitve, kakšnih drugih ukrepov ali ste zadovoljni? Prijavili smo na projekt Ministrstva za šolstvo, smo prijavili 2 enoti vrtca, in sicer prizidek vrtcu, pa hkrati obnovo šolske kuhinje. Če bi to dobili, bi lahko rekli, da smo s tem v investicije tako vrtec kot v šolo zaključili. Ker smo šolo v celoti obnovili, edino, kar je ostalo, je ta šolska kuhinja, kjer želimo pač zaposlenim omogočiti boljše pogoje, pa hkrati otrokom, da imajo pač jedilnico, kjer se lahko usedajo in normalno použijajo svoje obroke. Gre tudi za to, da je teh obrokov vedno več, ker so sedaj brezplačna kosila, kar se mi zdi tudi prav, pa tudi se mi zdi, da je fajn, da otroci, da so siti in da lahko šola ponuja to, da imajo otroci možnost tam ne samo malicati, pač pa tudi, da imajo tam tudi kosilo. Hkrati pa v vrtcu želimo omogočiti vzgojiteljicam, pa tudi otrokom malo večje prostore, ker imamo sedaj še vedno 2 enoti na šoli. Drži, da se je cena vrtca zvišala zaradi plač zaposlenih? Ja, seveda drži. To je normalno zaradi tega, ker je 90% cene so plače. Mi smo takrat seveda rekli, da želimo, da to pokrije država. So se sicer nekaj zvišale te povprečnine, tako da nekaj je bilo pokritega z tega, še vedno pa premalo, ker mislim, da bi morale biti povprečnine bistveno večje, da bi lahko pokrili vse te stroške. Mi sedaj dajemo okrog 600 000 za razliko v ceni vrtca, pa potem čez 300 000 za šolske prevoze, pa potem še nekaj za dogovorjeni program v šolo. In to je kar en zajeten del občinskega proračuna, ampak glede na to, da je to vseeno mladi rod, tisti, ki hkrati krepi skupnost, se nam zdi, da je to vsekakor prav, pa da vsak evro gre na pravo mesto, ampak država bi se morala zavedati, da morajo občine tudi biti financirane iz tega naslova. Tako da, če bi država prevzela vrtec pa šolske prevoze, bi se nam bistveno lažje godilo. Pa še to, morale bi biti enotne cene vrtca in šolskih prevozov, ker zdaj je pač tako, mi, ki vozimo ogromno otrok, se pravi 2/3 otrok so vozači.
dajamo čez 300 tisoč nekje, kjer teh prevozov ni, v mestih ali pa je ta strošek bistveno manjši, pa še zakaj bi morali biti starši kaznovani, če imamo manj otrok v vrtcu, pa je zato cena toliko višja. Ker tudi to, ti pa imaš tam fiksen strošek, zaposlene moraš plačati. Ja, omenili ste, zakaj bi morali biti starši kaznovani, če je upisanih otrok manj. Kako je z upisi v vrtce in v šolo? Je nekakšna konstanta vsako leto, se povečuje, znižuje? No, zdaj je kar neka konstanta. Imamo nekaj čez 200 otrok v osnovni šoli. Seveda se to ne more primerjati s časom, ko sem hodila v šolo jaz, ko nas je bilo okrog 700. Sedaj pa nimajo več družine toliko otrok. Tako da zato tudi z tega vidika smo mi povečali te nagrade za novorojenčke. Vem, da mogoče to ni nek velik motiv. Je pa vseeno neko olajšanje za tisti prve mesece, ko imajo starši sigurno velike stroške, ker vse, kar se tiče otrok, je pa izredno drago. In bi si seveda želeli, da bi bilo teh rojstev več. Lansko leto smo jih imeli, oziroma od oktobra do oktobra, mi štejemo na teden otroka, imamo sprejem novorojenčkov in 23 otrok se je rodilo. Po naših izračunih, da bi nekako to uravnotežili med rojstvi pa med smrti, bi moralo biti teh otrok tam okrog 35. Ja, dejali ste, županja, da si želite tudi z gradnjo novih stanovanj nekako obdržati mlade družine. Na kak način še? Mi smo mladim prijazna občina, vse odkar se podeljuje ta naziv. To pomeni, da imajo mladi dodatne točke pri stanovanjih, potem, da jim omogočamo družbeno življenje. V proračunu imamo predvideno za delovanje mladih sredstva. Nagrajujemo tudi zlate maturante, potem diplomante oziroma magisterije in doktorate. Potem imamo subvencionirano vozovnico dijaško, pa tudi študentsko. Sicer niso to neke velike vsote, samo vseeno nek prihodek kapne ali pa nekaj kapne njim v žep, mogoče za kak priboljšek. Tako da to vse so stvari, ki poskušamo pač privabiti mlade sem. In tudi pred leti smo komunalno opremili za sosesko Šmelc, kjer je 8 parcel, od tega je polovico prodanih, polovico pa jih še čaka. Je pa Črna omejena s prostorom, tako da nekega velikega prostora zdaj za novogradnje nimamo, delamo pa OPPN za zaselko Mrdavsovo, to je v Žerjavu proti Jazbini, in tam bomo ponudili tudi možnost za zidave. Tam pa je res tak miren, krasen kotiček. Je pa seveda to pač pomeni tudi, da mogoče to, da se morajo potem pač peljati, ker je vseeno nekaj kilometrov iz Črne, tudi to je mogoče eden primanjkljaj, da se ljudje pač potem ne odločajo, pa rajši kje bliže najamejo stanovanje ali pa si zgradijo hišo. Ampak jaz mislim, da je Črna vseeno kraj priložnosti, da se bodo ljudje slej ko prej sem vračali, predvsem zaradi miru, zaradi neokrnjene narave, in da bodo tukaj več kot zadovoljni. Ja, dotaknili sva se že marsikatere teme. Kako pa je z zdravstvom? Zanima me predvsem, je dostopnost do zdravnika v Črni na Koroškem dobra? No, to pa je. Zdaj imamo 2 zdravnici, smo zelo veseli, druge zdravnice, kar je bila naša dolgoletna želja. Imata obe že zasedeno vse kapacitete in lahko rečem, da tu z zdravstvom smo sedaj pa zelo zadovoljni. Se pa pogovarjamo z direktorico zdravstvenega doma tudi o tem, da bi omogočali del fizioterapije tukaj v Črni, mogoče del psihosocialne pomoči, pa tudi veliko je sladkornih bolnikov, da bi lahko tukaj v Črni opravili te svoje poti, da se ne bi bilo treba vedno nam voziti kam
in se kar uspešno pogovarjamo, tako da upam, da nam tudi to uspe. Kultura, tradicija, dogodki občine, teh se bova zdaj dotaknili v nadaljevanju. Začeli bova kar s praznikom občine, ki ga praznujete 19. avgusta. To je tudi priložnost za podelitev seveda občinskih priznanj in nagrad. Nagrado občine Črna na Koroškem je letos prejel dr. Tomaž Simetinger. Ja, dr. Tomaž Simetinger je vedno pripravljen veliko narediti za Črno. Ne nazadnje od njegove monografije Schwarzenbach, pa potem Črjanske karte, pa sedaj Pustne maske, pa že dve izdaje Črjanske košte. Vse to so izdelki za prihodnost, pa smo res zelo hvaležni, da mu Črna toliko pomeni. Čeprav nam je žal, da se bo odselil v Ljubljano, kjer je sedaj profesor na fakulteti, ampak kadarkoli želimo, da se v Črni še karkoli postori, je to vedno pripravljen narediti. Trenutno skupaj z njim pripravljamo koledar Črjanske govorice in upam, da bomo ga toliko uskladili, da ga bomo lahko še v mesecu decembru tudi izdali. In to, da je dobil to nagrado občine, je samo delna zahvala za njegovo res veliko delo. V Galeriji kulturnega doma ste ob občinskem prazniku odprli tudi eno zelo zanimivo razstavo, ki nosi naslov Kapo dol Črjani. Jaz se bom zdaj majčkeno ustavila pri besedi Črjani. Ponavadi bi pravilno slovnično rekli Črnjani, kaj ne? Ampak prebivalci Črne na Koroškem ste Črjani. Nikoli še nismo bili Črnjani in odkar sem tule, pa zdaj sem že dolgo, nikoli nisem rekla, da sem Črnjanka, pač pa vedno Črjanka. Smo pa zdaj dosegli, da se to tudi lahko uporablja. Tako da mi vedno, kadarkoli pišemo, karkoli govorimo, da smo Črjani in Črjanke. Tako da tudi imamo črjanske cajtnge, nimamo črnjanskih in tu smo kar občutljivi. No, pač, se meni tako čudno zdi, ko kdo reče Črnjani. Razstava Kapo dol Črjani. To je pa poklon našim častnim občanom. To bo stalna razstava, ki jo bomo umestili v Štrukljovo hišo, kjer je tudi poteka popoplavna obnova. Prav sedaj krijejo streho na tej hiši in v naslednjem letu bo dokončana in prav v drugo oziroma v etažo odzgor bomo to razstavo postavili, ker želimo, da lahko vsak pogleda, kakšna so dela vseh tistih, ki so si zaslužili ta naziv. Ker za to, da postaneš častni občan, moraš kar veliko postoriti za kraj in res kapo dol vsem tistim, ki so to postali. Ja, letos je v Črni potekal tudi 69. Koroški turistični teden, kar pomeni, da bo prihodnje leto jubilejni 70. Ste že kaj pripravlja za to lepo številko? Ja, drugo leto imamo kar nekaj obletnic takih okroglih. Seveda so že z turističnega društva prišli, kaj vse bi radi za to obletnico, se pa še o tem pogovarjamo. Tako z gasilci, kot tudi z turističnim društvom, pa pred kratkim so izdali zbornik tudi Društvo ljubiteljev starodobnih vozil, je slavilo svojo obletnico, so tak lep almanah pripravili, so že malo praznovali, malo še pa nameravajo. Dotakniva se še dogodka Najevska lipa, vsakoletnega dogodka. Letos se ga je udeležila tudi predsednica države, Nataša Pirc Musar. O čem ste se pogovarjali? Pač jaz mislim, da se vedno pogovarjamo o nekih aktualnih temah. Vsi si želimo, da bi v tej državi bili složni. Mogoče se ne znamo dovolj pogovoriti in ta delitev na leve, desne in ne vem kakšne se mi zdi nesmiselna. Živimo v prekrasni državi, vsaka občina je po svoje nek unikat in vsi bi se morali zavedati, da v tem času, ko smo na neki poziciji, da želimo čim več narediti, tako da smo se bolj pogovarjali o tem, kako pomembna je solidarnost, kar je bila tudi tema tega razmisleka pod lipo, pa hkrati, kaj vse si želimo za sočloveka narediti. Tako da
več ali manj je bila tema o teh medčloveških odnosih, o tem, kako pomembno je, da je človek človeku res človek. Tradicionalna prireditev, še ena, od Jabke do Mošta, je letos vnovič navdušila. Kako pomembne so za vas recimo tovrstne skupnostne prireditve? Pač pomembno se mi zdi, da naša folklorna skupina Gozdar, ki bo tudi imela obletnico, mislim, da v aprilu, je izredno aktivna, vse skozi želi nekaj novega nam pokazati, pa hkrati tudi zelo dobro sodeluje z ostalimi občinami in ta prireditev od Jabke do Mošta se je kar prijela tudi iz tega razloga, ker takrat so vanje vključeni tudi otroci, rišajo, slikajo, potem so nagrajeni in predstavlja en tak lep dogodek. Tudi to je neka naša zgodovina, neka naša preteklost, pa seveda je to naša kulturna dediščina, zato jo tudi podpiramo. Prostovoljstvo, skupnost, dobrodelnost, to pravzaprav v občini Črna ni nobena tujka, kaj ne, sploh pa ne dobrodelnost in prostovoljstvo. Črna je namreč prejela naziv Prostovoljstvo prijazna občina 2025, kljub temu, da je Koroška 12. oziroma zadnja regija v državi po številu prostovoljskih organizacij. Zanimivo. Mi v Črni se vsekakor trudimo podpirati prostovoljstvo. Smo tudi občina, ki je od samega začetka prostovoljstvo prijazna občina, podpiramo vsa društva, smo hvaležni vsem prostovoljcem, vsako leto tudi pripravim sprejem za ta društva oziroma za prostovoljce in zdi se mi pomembno, da se poklonimo njihovemu delu. Pri nas smo imeli tudi prostovoljski servis po poplavah eno leto, preko Slovenske filantropije, pa lansko leto smo začeli, oziroma ne letošnjo leto smo začeli s prostovoljsko akademijo, ki jo nameravamo sedaj imeti tradicionalno. Tam smo zbrali mentorje, s katerimi smo se pogovarjali ali pa izmenjavali izkušnje, kako pomembno je prostovoljstvo, kako pomembno je tudi, da so mentorji izobraženi v tem smislu, da se prostovoljskim organizacijam nudi neka podpora in prostovoljstvo je v Črni način življenja. Pa ne samo prostovoljstvo prijazna občina. Občina Črna na Koroškem je tudi invalidom prijazna občina. Mi vsako leto v proračunu predvidimo določena sredstva, pripravimo neke ukrepe. Edina ovira pri nas je seveda to, da imamo zelo ozke pločnike, tam še večkrat rečejo, da bi morali kaj postoriti za to, da se bi lahko invalidi normalno premikali tukaj po Črni, vendar pač to poskušamo na nek način rešiti, da ima vsak pač nekega spremljevalca. Se pa z invalidskimi organizacijami zelo dobro povezujemo in tudi vsako leto povabimo sem nekoga, ki ima tukaj literarni večer ali slikarsko razstavo. Bili so tukaj že vsi tisti, ki so ali slikajo z nogami, z usti in tako naprej. Se mi zdi pač pomembno, da vsem tistim, ki imajo mogoče omejene možnosti delovanja, ponudim jim možnost, da lahko delujejo tako kot tisti, ki nimamo nobenih ovir. Županja, turizem in promocija občine, veliko je priložnosti za turizem v občini Črna na Koroškem. Ubrani park Žerjav pa je postal tudi ena taka lepa turistična atrakcija. Kako ste zadovoljni z obiskom? Pač kar se turizma tiče, jaz mislim, da je Črna kraj priložnosti in novih izzivov. Ubrani park je zanesljivo ena izmed tistih točk, kjer se sedaj izvajajo določene delavnice, pa tudi mogoče samo sprehodi skozi ta park. Se mi zdi, da je taka lepa nova pridobitev in ta pot potem pelje naprej na Dukles, kjer je prav v spomladanskih mesecih zelo lepo vresje in ta aurikl, tako da takrat kar z avtobusi hodijo, zato da si to lepoto lahko pogledajo in ta ubrani park je izhodišče. Pravkar oziroma čez nekaj dni bomo izdali promocijski video in sicer na temo, zakaj je v Črni vredno živeti.
Tako da tudi na tak način želimo spodbuditi ne samo tiste, ki se bi sem preselili, pač pa tudi turiste, da pridajo pogledati sem, da vidijo pač predvsem našo krasno naravo, pa tudi druge znamenitosti. Imamo lepo etnološko zbirko, olimpijsko zbirko, rudarski muzej na prostem, zelo fajn te kmečke turizme okrog in okrog, pohodne poti, veliko slapov. Pač se mi zdi, da bi lahko zdaj še naštevala, zakaj je vredno obiskati Črno na Koroškem in zakaj je vredno živeti tukaj v tem kraju. Ja, menda pa vam ob vsem tem malo primanjkuje tudi prenočitvenih kapacitet, verjetno si jih želite še več, glede na to, da je tudi turistov vedno več. Prav veseli smo, da je tukaj Matevževo hišo prevzel zasebnik, jo obnavlja in v naslednjem letu bo tudi otvoritev te hiše, ki bo omogočala prenočišče skoraj enega avtobusa. Tukaj imamo potem tudi apartmaje na Trati, v okolici pa imamo kar dovolj prenočišč, vendar je problem v tem, da se pač morajo ljudje iz centra odpeljati. Predvsem vidimo pomanjkanje prenočišč takrat, ko so kakšne turistične prireditve, pa tudi sicer, tako da upam, da bo ta hotelček tukaj čez cesto občine dejansko polno zaseden. Ne nazadnje bo pa nudil tudi novo kulinarično ponudbo in sicer pristno, črjansko ali pa koroško košto, ki je vedno zelo dobro sprejeta pri vseh tistih, ki pridejo sem v Črno. Županja, slišali smo, da ste precej adrenalinsko naravnani in da vas ni strah se spustiti po vaši jeklenici. To pa res ne. Zdaj, pred tem sem se že kar 7-krat spustila po Olimplajnu. Pač vedno je bilo tako, da ko je kdo prišel, pa je rekel, grem na Olimplajn, ti moraš iti pa zraven, sem pač se spustila. Zdaj sem se pa z Marto Kos, z Evropsko komisarko, tudi spustila po Supermanu. Tako da se mi zdi, da pač moram preizkusiti to, kar ponujamo, zato da lahko navdušim potem tudi vse tiste, ki si jih želimo sem v Črno pripeljati. Ja, adrenalina pa mi res ne zmanjka, tudi sicer rada grem na to Ferrato Mučevo, ki je taka, da ni tako zahtevna, da jo pač normalno zmorem, pa tudi kar precej hodim okrog po planinah pa po naših gorah, ne nazadnje tudi zato, da si malo razbistrim misli. Ja, ne samo Olimplajn, torej omenjena jeklenica, nova gorsko-kolesarska pot je navdušila zahtevnejše kolesarje. Bi lahko rekli, da Črna postaja tudi MTB destinacija? Vsekakor. Ja. Ta destinacija smo tudi že odprej, ne nazadnje je zelo veliko teh poti kolesarskih, ki vodijo tu po Črni, pa tudi zelo veliko poti znotraj rudnika, ki so pod črjanskim ozemljem. Tako da ta destinacija smo tudi odprej, vsekakor si pa želimo te gorske poti urediti, tudi jih bomo sedaj označili, pa seveda ta trail, ki zdaj pelje iz izhodišča Olimplajna, je tudi zelo dobro obiskan, tako da se kar precej kolesarji navdušujejo nad vsemi našimi potmi, ki vodijo skozi gozdove. Malo manj se pa seveda najbrž tisti, ki so naravovarstveniki. Tako da se mi zdi, da je treba najti neko ravnotežje med tem, kako lahko obremenimo naravo, kaj lahko v naravi počnemo, zato da ne vznemirjamo tiste, ki bivajo v naravi, pa da je tudi ne krnimo po nepotrebnem. Ne pozabiva še na največji slovensko mednarodni hribovski izziv K24 in K24 Ultra Trail, ki ga organizirate seveda vsako leto, tudi letos ste ga. Ja, K24 je zelo znana turistična destinacija, že vrsto let. Vsako leto, kot sem že prej omenila, se prvo soboto v mesecu decembru dobijo vsi tisti, ki so opravili, ali pa tisti, ki so že predtem to pot opravili, tisti, ki so jo na novo, dobijo priznanja nova, tisti, ki pa so v preteklosti to opravili, pa pridajo na to srečanje tudi zato, da se malo pogovorijo. To
To pomeni, da se tukaj pri spomeniku oziroma pri spomeniku v Črni je izhodiščna točka, potem si pa lahko izberajo katerikoli goro, ampak v 24 urah morajo to opraviti. Blizu 500 je že teh, tako da tam se mi zdi, da je to neki izziv osebni, ki marsikoga pač prepriča, da to poskusi, pa da tudi vidi, da to zmore, ker veliko ljudi potem tudi upravi. Vsaj veliko kdo odstopi, ampak veliko kdo pa tudi to upravi. Kar se tiče pa ultratraila, je pa sedaj bil prepoznan kot eden izmed najuspešnejših ultratrailov v Sloveniji. Zelo so ga pohvalili, krasno organizirano. To sta dva entuzijasta, ki tudi opravita veliko prostovoljnega dela, Klemen Pušnik in Bogdan Tušek. Društvo Ultratrail je to. In ta prireditev je vsakakor tista, ki privabi v Črno ogromno ljudi. Hodijo pa tudi na ostale traile, tako da to je zdaj izgleda postal nek trend, da ljudje pač z osebnimi izzivami hodijo na te traile, se preizkušajo, se premagujejo, pa ne nazadnje se tudi družijo. Ja, trend pa je definitivno pred vsem tem, kar sva do zdaj našteli, bilo seveda smučanje v Črni in tudi smučišče Črna. Že obratuje, bo obratovalo, verjetno čakate na kakšne konkretne padavine, kaj ne? No, zdaj sigurno ne obratujemo, ker je prej packa kot pa sneg, oziroma ga sploh ni. Tako da zdaj takoj, ko bodo pogoji za to, kolikor sem poslušala napovedi teh pogojev v mesecu decembru ne bo, bodo pa baje v januarju, tako da zdaj, če imajo vremenoslovci prav, ne bi smeli imeti težav v mesecu januarju odpreti smučišče, če bo pa možno, pa seveda prej, želimo si ga vedno odpreti pred Božičem. Ne nazadnje imamo potem v januarju tudi prireditev Gradovi kralja Matjaža, kjer želimo predvsem privabiti vse tiste, ki gradijo, in letos smo rekli, da ko smo se začeli ukvarjati z organizacijo, da je mogoče tudi kakšna nagrada dobrodošla, tako da bomo tudi za ekipe pripravili denarne nagrade za tiste, ki bodo dosegli prva mesta. Pa ne nazadnje gre za neko tradicionalno prireditev v Črni, ki privabi potem tudi ogromno število obiskovalcev. In odkar imamo to prireditev znotraj centra Črne, je teh obiskovalcev bistveno več, ker je dostop bistveno lažji. Otroški dan imamo v nedeljo, tudi pridajo družine z otroki, takrat pripravimo to skakalnico, potem kakšne ringelšpile, pa seveda jahanje s konji, kar je za otroke tudi posebna atrakcija. Ja, prihodnje leto bodo Gradovi kralja Matjaža seveda spet potekali, letos ga je malo zagodlo vreme, kaj ne? Ja, problem je bil v tem, da smo mi imeli sneg pripravljen, vendar je bila zgoraj trda skorja, znotraj pa mehek sneg. Tako da je treba sistematično tudi skrbeti, takrat, ko se dela sneg, da se te plasti dejansko toliko strdijo, da je znotraj, da lahko potem graditelji gradijo, ker iz naravnega snega se ne da delati teh gradov, mora biti pa ta umetni tako kompakten, da lahko režejo kvadre, pa potem gradijo. Prej sem čisto na začetku najinega pogovora, ko sem malo govorila o tem, o čem se bova pogovarjali, omenila tudi butično destinacijo. Kaj po vašem mnenju sestavlja butičnost Črne? Ja, butična destinacija je vsekakor to, da pač dobiš toliko turistov, da kraj še zmore. Meni se zdi, da je vsekakor problem masovnega turizma v tem, da dejansko otežuje življenje domačinov. Tukaj zaenkrat temu še vsekakor ni tako. Tudi se mi zdi, da domačini z veseljem sprejmejo vsakega turista, ker vsi turisti, ki sem prihajajo, mi vedno potem, ko se z njimi pogovarjam, rečejo, kako so prijazni ljudje tukaj, kako jim takoj pokaže, kam morajo iti, kako je to nekaj domačega in lepega. Tako da imaš pač določeno število teh nočitvenih kapacitet, seveda moraš imeti pa tudi trgovine za to, da lahko turisti so tam, da lahko
mogoče, če imajo kak apartma, da si sami kuhajo, da je to tudi neka možnost, da lahko nabavijo vse tisto, kar potrebujejo. In za mene je butična destinacija to, da je kraj prijazen tako domačinom kot turistom. Županja, nekaj časa nazaj, že kar nekaj časa nazaj ste omenili, da boste začeli s pripravami parka temnega neba v Javorju. Nam lahko razložite, kaj to je oziroma ali so se te priprave že začele? Vsekakor so se že začele. Mi bomo to uredili v šoli v Javorju. Pravkar smo dobili že opremo, tako da teleskope že imamo. Sodelujemo s profesorjem Žiberno, ki je pravi strokovnjak na tem področju. Tam bomo postavili tudi kupolo, kjer bo lahko to temno nebo se gledalo tudi takrat, ko bo svetlo, da boš lahko gledal te planete. Tam je pa najbolj čisto ozračje v Javorju. Se pravi, nebo je takšno, da boš imel velik užitek gledati v zvezdje, se seznanjati, kaj vse sestavlja to ozvezdje, katere zvezde so, pa mogoče še, da pol bomo še kakega tega dobili, da bo nam šlogo iz zvezd. Se pravi, da bodo lahko to priložnost izkoristili tako mlajši kot tudi starejši, če prav razumem? Seveda, to pa mi bomo imeli tam tudi učilnice, kjer bodo lahko prišli, vsi to pogledali. Že sedaj imamo pa vsako leto, tudi v času turističnega tedna, zvezdoglede, pridejo sem iz tega društva Polaris, ki nam vsako leto potem tudi pride s teleskopi, pa se potem lahko gleda, lahko proučuje, kar je zelo zanimivo, ker se mi zdi, da je pač res poletno nebo nekaj krasnega, pa tudi zimsko, kadar je jasno. Tudi sami starejši mi mogoče se radi seznanjamo, kje kakšna zvezda sveti, kaj je njen pomen, kako je povezana z vesoljem. To se mi zdi nova pridobitev, lepa. Črna je povezana seveda z mlado, staro. Kako pa je Črna povezana s sosednjimi avstrijskimi kraji? Kaj si želite s to povezanostjo morda v prihodnje? No, mi smo povezani z Geopark Karavanke, tam smo skupaj 9 avstrijskih občin, pa 6 naših, 5 naših, ja. In tam skupne projekte imamo, kar veliko smo jih že tudi naredili. Olimpijin je eden izmed tistih. Zdi se mi pa fejst pomembno, da Peca gora ni tista, ki ločuje, pač pa povezuje. Ne nazadnje je taka mogočna, ko res tam so smučišča, lepa. Tako da včasih rečem, da bi jo morali obrniti, da bi na našo stran bilo tako krasno smučišče. Avstrijske občine tukaj obmejne so pa tiste, s katerimi se res lepo razumemo, se povezujemo. Zelo si želimo, da bi ohranili te koroške Slovence, ne nazadnje tudi slovenski jezik, pa sedaj imamo še ta pot miru, tako da 2-krat na leto se srečamo z občino Globasnico in Železno Kaplo, enkrat pridejo oni sem k nam, drugič gremo mi k njim. Imamo take lepe kulturne dogodke in to se mi zdi ključno, da ne izključujemo nikogar, pač pa da se znamo povezati in skupaj delati dobro. Županja, danes smo že naredili kar nekaj požirkov vode iz najnih kozarcev na mizi. Januarja letos, če se ne motim, ste podpisali zavezo o spodbujanju pitja vode iz pipe. A je po skoraj letu spodbujanja to vse skupaj obrodilo kakšne sadove? Ja, pač mi nikoli ne kupujemo vode v plastenkah, razen če je seveda kakšna taka prireditev, da nam je to onemogočeno. Tudi na sejah imamo vodo iz pipe, sami jo normalno uporabljamo. Tudi recimo, ko si kupim kako plastenko, jaz si natočim vodo iz pipe, potem, ko grem na pot v Ljubljano, ko si jo pač peljem s sabo. Si želimo čim bolj spodbujati ljudi, da imamo res krasno vodo, vodo izpod pece in vsi občani tukaj se mi zdi, da čim manj pač kupujejo, da manj kupujejo teh plastenk.
Seveda si bi vsi tisti, ki vodo v plastenkah prodajajo, želeli čim večjo prodajo, mi si pa želimo čim manjšo porabo, ker te plastenke obremenjujejo naš planet in bi se morali zavedati, da ga bomo zapuščali poznejšim rodovom, brez velikih obremenitev. In tudi vedno rečem, da bi si želela, da bi občina Črna pristopila k projektu brez smeti in da bi poskušali čim bolj racionalno ravnati z njimi, ker se mi zdi, da se veliko preveč stvari je zapakiranih, tako pa da imamo veliko preveč smeti v smetnjakih, ki bi jih mogoče lahko na nek pameten način tudi bistveno zmanjšali. Ja, županje, počasi greva proti koncu naše tokratne oddaje Županja z vami. Zaupanje občank in občanov je zagotovo vaša najvišja prioriteta. To kažejo seveda tudi vsi vaši potrjeni mandati. Se boste v prihodnjem letu odločili poskusiti v še enem? Zdaj, če me kdo sprašuje, rečem, da verjetnost da, skoraj zagotovo, predvsem iz tega razloga, ker si želim, da bi to popoplavno obnovo lahko tudi zaključila. Je pa pred meni še mogoče en drug izziv, nagovarjanje za kandidiranje na državnozborskih volitvah, vendar, ko sedaj razmišljam o tem, se vseeno bolj nagibam k temu, da ostanem v kraju. Seveda pa večkrat tudi poudarim, da nikoli ne reci nikoli. Bomo videli, kako bo moje razmišljanje, ne nazadnje se tudi razmišljanje mojih bližnjih, mojih tistih, ki so moji najbližji tudi strokovni sodelavci, ker si po eni strani tudi pač tak človek razmišljaš, da mogoče lahko na nekem višjem nivoju narediš še več za Koroško, za svoj kraj. Po drugi strani pa bi grozno težko mi bilo zapustiti Črno. Jaz verjamem, kakršnakoli odločitev bo prava. Ker pa se leto res že bliža h koncu, smo kar konkretno že stopili v mesec december, morda res za konec želje našim gledalkam, gledalcem, predvsem pa občankam in občanom Črne na Koroškem. Vsem ljudem v Sloveniji, predvsem pa seveda svojim sokrajankam pa svojim sokrajanom, želim, da bi bilo leto 2026 po njihovi meri, da bi bilo zdravo, da bi se imeli med seboj radi, da bi uspešno premagovali vse svoje težave in vse izzive, ter da bi dosegli vse cilje, ki si jih bomo zastavili. Srečno 2026. Magistrica Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem, lepa hvala za tokratni pogovor. Verjamem, da se kmalu spet srečamo, vidimo, če ne drugače, prav gotovo v Črni na Koroškem ob kakšni novi priložnosti. Vam, gledalke in gledalci, pa seveda prav tako hvala za pozornost in do naslednje oddaje Župan ali županja z vami vse dobro.